Mile, po rodu iz Bosne, je maja prek sežanskega podjetja Gradwels odšel na gradbišče v Nemčijo. Prvi 2 plači sta bili redni, potem pa denarja ni bilo več. Kljub temu je v upanju na plačilo delal še 3 mesece. Vmes je sicer dobil 2000 evrov na roko, a Gradwels mu še vedno dolguje 3000 evrov. To je trgovina s belim blagom. I gore, i više, i ne znam šta da kažem, više ne može biti pametan ničemu. Delaš i na kraju daš dobro, ali ne dobro, to... Pokličemo človeka, s katerim se je Mile dogovarjal o delu v Nemčiji. Veljko Pejnović je njegovo ime in vodil naj bi vse posle v Gradwelsu, pa čeprav je direktorica uradno njegova žena Suzana. Razlog, da je Mile ostal brez denarja, nemška plačilna nedisciplina. Mi imamo gore odprte račune za 30 000, nam Nemci niso plačali. Mi se borimo, da bomo tisto rešili, moramo zdaj na sodišče gore v Nemčiji, ne vem kako bomo rešili. Ste slišali? Ja, to je non stop ta priča, da plaća, kad plaćati. Ja idem doma, s čim idem, bez... Kako? Posredniki v želji po zaslužkih uporabljajo res neverjetne metode. Kot vidite, tu za mano stoji le ena stanovanjska hiša, v njej pa je prijavljenih, pozor, 222 podjetij. No, 54 jih je že izbrisanih, a vse to je, čeprav se sliši sumljivo, pri nas zaenkrat še povsem legalno. Škandalozno, pravi Zoran Zrnič, ki so ga pred 8 leti kot gradbinca prav tako žejnega peljali čez vodo, danes pa kot sindikalist pomaga opeharjenim delavcem. Država bi morala pri tovrstnem poslovanju odločneje ukrepati. V Nemčiji se takšni ljudi obravnavajo enako, obravnavajo v statusu kriminalca. Zakaj to tukaj ni v Sloveniji? Kljub temu, tuji delavci še vedno verjamejo slovenskim posrednikom in so za ustrezna dovoljenja pripravljeni dneve in dneve stati pred nemškim veleposlaništvom. Sve uređeno. Sve uređeno? Sve. Ali idete preko posrednika tu u Sloveniji? Šta zabrinjeni da možda nećete dobiti plate? To za sad u nas nije slučaj. Ja, v želji po boljšem življenju marsikdo hitro pozabi celo na lastne človekove pravice.